Kako dobro poznamo malega bodičarja z imenom jež? Spoznavamo majhne živahne prebivalce akvarijev. Predstavljamo pse, ki že dolgo čakajo nove lastnike. Pozdravljeni v družbi oddaje o živalih in ljudeh. V svoji družbi danes pozdravljam tudi Milana Vogrina, ki ste ga v naši oddaji že videli. Milan, s čem se pravzaprav ukvarjaš? Lep pozdrav. Ukvarjam se z naravo, z ekologijo, najraje pa z živalmi. Moja tema, nekako priljubljene teme so ptice, dvoživke, plazilci, pa tudi vse ostalo, kar leti in lazi. Tako da imam zelo spekter taki in hobija in dela in s tem skratka v naravi uživam. No, odslej boste v oddaji o živalih in ljudeh lahko prispevke Milana Vogrina videli pogosteje. Je namreč naš sodelavec. Pred kratkim si bil z našo ekipo na terenu. Govorili ste o ježu. Kako je bilo? Ja, posneli smo tega malega bodičarja. Mislim, da smo se odrezali kar v redu. Žal pa nismo videli, kako nabada hruške pa jabolka, ampak bomo videli, zakaj v oddaji ne. Pa poglejmo, kako je bilo. Vrtovi so sicer zelo ugodno življenjsko okolje za ježa. Nevarno je edino zato, ker uporabljamo zelo veliko strupov in na to je jež občutljiv. Ampak njegov najpriljubljenejši življenjski prostor je mešanica odprtih travnikov, potem živih meja, gozdnega roba, skratka kombinacija. Tako gozda ali grmišča in pa travnika. Življenjska območja ježov, območja njihove dejavnosti se prekrivajo, oni niso teritorialni, čeprav se v naravi izogibajo medsebojnih srečanj, so bolj samotarski, ne branijo pa teritorijev. Tako da se lahko med seboj prekrivajo, ampak v povprečju pride tam en jež na hektar, lahko več, lahko manj, to je spet odvisno od kakovosti okolja, primernosti tega okolja za ježa. Ljudje vejo povedati, da ježev sovražnik je domači pes, običajno tako. Kaj pa sicer drugače v naravi? Vidimo, da njegove bodice so nekako dokaj take, bi rekel, odvračajoče, da ne bi vsak z njim češil zoba ravno, ampak verjetno ima kakega naravnega sovražnika. Seveda, zlasti dva v naših krajih. Prvi je velika uharica, drugi je pa jazbec. Kako je pa sicer njegovo življenje? Vemo, da zimo prespi, spomladi se zbudijo in kako naprej? No, mi smo zdaj oktobra in tale majhen ježek bi moral tehtati tam 400 gramov. Ker ježi zdaj oktobra že začenjajo z zimskim spanjem. To so predvsem odrasli samci, ki so močni, ki so imeli dosti časa, da si naberejo podkožno tolščo. Za njimi bodo šle samice, zadnji bodo šli samci. Tisti, ki so šibki, bodo vlekli do decembra. To so taki brezupni poskusi, da bi vse nekako se prešvercali skozi zimo. Ampak dejansko zima je kritična. Zlasti prva zima je kritična, takrat zelo veliko mladih ježov propade. Smrtnost med zimskim spanjem, zato ker enostavno nimajo zadosti zalog. To se pravi, med mora najmanj 450 gramov, to je približno polovico telesne mase odrasle živali. Tale ježek nima 200 gramov. No, poslali ga bomo seveda v zavetišče, v azil, kjer ga bodo preko zime hranili in na to na pomlad spustili. Se pravi, zdaj, če bi ta bil v naravi, ostal, nima možnosti, da preživi? Nikakršne možnosti, popolnoma nikakršne. To so pozna legla, to je usoda poznih legel. Recimo v povprečnem leglu jih je 5, od tega eden ne bo dočakal, bo poginil še v gnezdu, 2 bosta poginila potem v prvem letu, od tistih preživelih 2 bo šel eden zelo verjetno v drugem letu, potem pa tam 3-4 leta je pa že kar zaježe tako povprečna visoka starost, maksimum 5 do 7 let, maksimum. Ljudje imajo radi ježa načeloma, dajemo hrano od mleka, pa vemo, da mleko ni najbolj primerno zanj. Imamo pa tudi take manj prijazne zgodbe, posebej ki iz tujine. Taki zapisi so, čeprav verjetno niso potrjeni, ampak mogoče pa, da so tudi ježe kdaj lovili in jih uživali kot v prehrani. No, nasploh je tako jež zelo simpatična živalca. In potem malce ga animiramo, je tak srčkan junak.
Jaz se spomnim, ko sem bil otrok, smo brali Ježkovo hišico bosanskega pesnika, pisatelja Branka Čopiča. In tako, ježi so simpatični živali in ljudje jih imajo radi, zato je po svetu tudi dosti podpore. Obstajajo skupine, ki poskrbijo za takšne pozne mladiče, ki poskrbijo za ježe, ki so bili poškodovani v prometu, tega je veliko. Imamo jih radi. Dejansko drug ekstrem je pa potem seveda ljudje jih uporabljamo za prehrano in nedavno je bil v Sloveniji takšen primer, ko mu je sledila tudi policijska preiskava. Žal tako. Žal. Raj ga vidimo živega, pa na domačem vrtu. Ja, žal je pa seveda ne smemo pozabiti, koliko jih mi sami pokončamo pod kolesi. Pa mogoče še zdaj, če kar poveva še, da ljudje poznajo, tudi pri nas ločijo, govorijo, da je več vrst ježev, pa mislim, da to je ena taka fina vraža, da jih ločijo nekako po obliki smrčka. Ja, to je res. Veliko ljudi v Sloveniji ti bo takoj povedalo, da obstajata dve vrsti ježa, svinjski in pasji jež, nekateri govorijo tudi o govejem ježu, da je svinjski jež užitan, pasji jež ni užitan. Zanimivo je, da to prepričanje sega že najmanj v prvo polovico 19. stoletja. Zapisal ga je Henrik Freyer 1842. leta. On je bil prvi kustos Kranjskega deželnega muzeja, danes Prirodoslovni muzej Slovenije. Se pravi, eno tako zanimivo pričevanje. No, seveda je pa tako, da ko ljudi sprašuješ, kakšne so dejanske razlike, ti vsak prav po smrčku. Ampak nihče ti pa ni zmožen povedati kaj več. Ja, eden je v smrčku podoben pa psu, drug pa prašiču in tako naprej. No, jaz predlagam, da se te razlike pogledava, oziroma če držijo ali ne, v študijski zbirki. Velja. Pojdiva. Ježi so zelo starinska skupina sesalcev, majhna skupina sesalcev, štejejo vsega skupaj 24 vrst, naseljujejo samo stari svet, to se pravi Afriko, Evropo in Azijo. Predvsem zmerno topla območja in pa tropska območja. Razdelimo jih naprej potem na dve skupini. Prva so ježi, ki so brez bodic. Mi smo navajeni teh ježov, to je tipičen jež. Ježi, ki imajo bodičast kožuh. V jugovzhodni Aziji pa živijo ježi, ki imajo enostavno normalno tlako, tako kot vsi ostali sesalci. To je ena starinska skupina, majhna, vsega skupaj 8 vrst, no 16 vrst pa potem sodi med bodičaste ježe. V Evropi živita dve vrsti, in sicer je to zahodni ali rjavoprsi jež in pa vzhodni ali beloprsi jež. Ježi so si na izgled zelo podobni, tako da če si videl enega, si videl vse, in razlikovanje vrst po morfoloških značilnostih ni enostavno. Tako da je bilo zelo dolgo časa, si sistematski zoologi niso bili enotni, kakšno število, koliko je dejansko vrst, naprimer sta v Evropi ena sama vrsta ali sta ti vrsti dve. Ježe mi lahko razlikujemo tudi po zunanjosti, in sicer vzhodni jež, beloprsi, ta je v Sloveniji splošno razširjen, ima popolnoma bela prsa. Belo prsno liso na temni spodnji strani telesa. Medtem, ko ima zahodni ali rjavoprsi jež središče rjavo. Pri tem primerku to ni tako lepo vidno. Zahodnih evropskih ježov imamo v zbirki Prirodoslovnega muzeja zelo malo, ker ta vrsta je v Sloveniji omejena samo na okolico Nove Gorice. Tako da imamo vsega skupaj 4 primerke. Na temle mladiču se to lepše vidi. Bela spodnja stran telesa z rjavo s temno sredino. Ljudska pesmica ne govori, da ježek teka pa nabira hruške pa jabolka. Kako je s tem, da razčistimo? To je dejansko samo raža, je pa zanimivo, da je zelo razširjena po Evropi. Tako da se pojavlja v tekstih in tudi sega že vse v srednji vek. Se pravi, to ni samo naša? Ni samo naša. To smo morda usporedno pri nas vzniknali ali smo odkot pobrali. Jež dejansko lahko uživa tudi sveže, mehko zmacerirano sadje, ampak dejansko veliko večino njegove prehrane sestavljajo nevretenčarji, ki živijo pri tleh, predvsem hrošči, krešiči, potem so tukaj tudi še razni polži s hišco ali pa povsem goli, deževniki in pa ostali členonožci. Znano je za ježe, da plenijo tudi gnezda na ptičev, ki gnezdijo na tleh. Uživa tudi kače v naših razmerah. Zelo malo, to je bolj v sušnejših območjih, v stepskih območjih. Tako da jež normalno
prehod na noč od 500 metrov do 1 kilometra, če je plena manj, tudi nekaj kilometrov. Dobro tudi plava in presenetljivo dobro tudi pleza, ne, za tako okorno žival. Je še pravi hibernator in temperatura se mu zniža optimalno na 4 stopinje Celzija, čeprav srčnega utripa ne upočasni tako močno, kot ga recimo polh. Ne. Pri polhu srčnega utripa praktično ni več. Pri ježu je pa še zmeraj tam 15krat na minuto, kar je dost. Ne. Tekom tega spanja se občasno prebuja, ampak gnezda pa navadno ne zapušča, ne, do pomladi. Razen, seveda, zgodi se tudi, imajo včasih živali 2 gnezdi za prezimovanje in se potem lahko premikajo, tako da včasih najdemo ježe, obstajajo poročila, zelo redka opažanja ježev, ne, tudi iz zimskih mesecev, december, januar. Ljudje imamo doma v svojih sladkovodnih akvarijih pogosto ribe, redkeje, druge organizme. Pri vas imamo možnost spoznati, recimo za začetek, kozice. Kakšne živali so to? Kozice so členonosci, ki živijo v sladki vodi in rabijo včasih posebne pogoje. Ne? To pomeni mehko vodo in jih lahko imamo tudi zraven rib, kar pomeni, da ne zraven velikih rib, strižnik ali pa kaj, ampak vse nano, tako imenovane nano ribe, ki zrastejo največ do 2–2,5 cm. Ker ko kozica se povrže, je mala tam 2 do 3 mm in če bi kot taka, bi jo vsaka riba lahko pojedla. Ne. Imamo več vrst kozic. Najmanj zahtevne recimo in najpogostejše v naših akvarijah so red cherry kozice, ki se zelo rade množijo, niso pa zahtevne za razmnoževanje. Pol so rili kozice, sakura kozice in mogoče najlepše black bee pa crystal red kozice. Crystal red kozice pa black bee so že malo bolj zahtevne in že zrabijo, bi se reklo, malo večjo šolo akvaristike. Ne. Kozice so rastlinojede, zato jih v akvariji predvsem imamo zato, da tudi čistijo nezaželene alge, ki se v vsakem akvariju pojavijo. Zdaj, če imamo posebej akvarij za kozice, lahko naselimo na recimo 20-litrski akvarij 20 do 30 kozic, ki se pol več ali manj same razmnožujejo tudi. Ne. Sama ureditev akvarija pomeni zelo mali pretok vode, ker če ne bi kozice prilepilo na filter, če bi bila premočno tokovanje. Zraven je pomembno to, da imajo one dosti huminskih snovi v vodi, zato damo v vodo lahko štoržeke črne jelše in pa hrastove liste suhe. Prehrana temelji predvsem na poparjani zelenjavi, najrajši imajo poparjene koprive, poparjene bučke, poparjeno blitvo, ampak ker včasih tudi nimamo časa to narediti, lahko damo suho hrano, to so briketi kopriv, briketi ali pa posebej pripravljena hrana za kozice, ki jo dobimo vsaki zoo v trgovini. Zraven kozic so po prehrambeni verigi tudi zelo zaželeni razni polži. To so od jabolčnih polžev, tilmelanije, korenčnice, svitki. Tu so pa zelo pomembne navadne melanije, ki imajo eno funkcijo pri kozicah, ker se na iztrebkih melanij male kozice prehranjujejo. Zato je zaželeno imeti navadne melanije tudi zraven kozic. Sama ureditev akvarija je drobna podlaga. To je ena posebna podlaga, ki so jo razvili Japonci. Včasih so uporabljali akadamo, to je ena, kaj je pa bila po potresu oziroma v Fukušimi jedrska nesreča, pa niti kila akadame ni več prišla v Evropo. Zato je pa to sakura podlaga, ki je namensko narejena prav za kozice.
Rastline bolj drobne, nizke, v vsakem akvariju z kozicami bi moral biti javanski mah, na katerem male kozice se rade zadržujejo, iščejo hrano pa vse. Med polži je tudi takšen, ki poskrbi, da drugih polžev ni preveč v akvariju. Z rastlinami vsak akvarist prinese v svoj akvarij slej ko prej jajčeca nezaželenih polžev. To so korenčnice in pa svitki. To so zelo mali polži, ki se v akvariju prekomerno namnožijo. Zato pa imamo ene posebne polže, to so anetome helene. Jaz jim pravim, da je to strup v mali flaški, ker pojejo te male polže. Imajo sistem, da se zakopljajo v podlago, počakajo, da drugi polž pride mimo, zvrtajo luknjo v njega in ga posesajo malega polža ven. Še ene živali vidimo v teh akvarijih in sicer gre za rake. To so edini zaželeni, edini. Vsi raki zrastejo 10-15 cm. Ta CPO, oranžni rak, pa zraste največ do 4-5 cm. In ni nevaren niti za kozice, lahko normalno z njimi živi. Po prehranbeni verigi sta si zelo enaka, jeta zelenjavo, ampak za CPO je pa vsaj enkrat na teden mu treba privoščiti malo mesnih dodatkov. Kar pomeni košček poranjega mesa, salamo, glavno nekaj mesnega, ampak to za zrno pšeničke nič več ne. CPO-ji so zelo zanimivi, ker se tudi razmnožujejo v akvariju. Samica nosi jajčeca v repu, isto kot kozice. Približno po 40 dneh pa že spusti te male rakece. Isto je pri kozicah razmnoževanje, samica nosi v repu približno 30 do 50 dni, odvisno od vrste, do 50 malih kozic. Pa se to ni treba posebej jih ločevati ali kaj takega, ampak jih enostavno počakamo, da dozorijo in jih spusti. Tako da se slej ko prej namnožijo, predvsem red cherry, ki so zelo plodne, bi se reklo. Obiskali smo zavetišče za živali v Mariboru. Predstavili bi radi nekaj psov, ki težje najdejo svoje lastnike. Med njimi je tudi Stela, ki je tukaj ob nama. Pa mogoče za začetek, gospa Mojca, zakaj so nekateri psi torej tisti, ki jih ljudje ne tako radi posvojijo? Ti psi so ponavadi starejši, ljudje se pravzaprav verjetno bojijo, da bojo potem imeli preveč veterinarskih stroškov. Ampak jaz moram reči, da tudi starejši kužeki lahko imajo še zelo dolgo življenjsko dobo brez večjih zdravstvenih problemov. So še kakšne druge prednosti posvojitve psa, ki je že nekoliko starejši? Ja, točno tako, ne. Predvsem bi jaz rekla za starejše ljudi, ne, ki tudi so sami težje hodijo na daljše sprehode, je boljše posvojiti starejšega kužeka, za katerim lahko istočasno hodita večkrat na krajše sprehode. Za mlade družine je mogoče boljše mladega kužeka, za starejše družine pa izkušene ljudi, ki so že imeli psa, pa je kar priporočljivo posvojiti starejšega psa. Rekli sva, da bova nekateri izmed teh psov tudi predstavili. To je Stela. Koliko je stara? Stela je stara 9 let in sicer je prišla v zavetišče kot lastniški kuža, ker je pač niso mogli več doma imeti. Stela je sterilizirana, cepljena proti steklini. Moram povedati, da je zelo, zelo prijazen kuža. Na sprehode ima stalno sprehajalko, tako da na sprehode hodi skupaj z drugim kužekom, z tacom, ki se zelo razumeta. Je umirjena, ne reagira na druge živali oziroma na druge ljudi, tako da brez skrbi gremo z njo brez strahu na sprehod. Rabi pa res večkrat pomalo sprehoda, ker je že vseeno starka in mora iti malo bolj počasi. Potem imamo Lensa.
Lens je, jaz bi rekla, nekako podedovan že od Društva za zaščito živali, tako da je tukaj že več kot 2 leti. In sicer je ta kužek bil pripeljan iz Maribora skupaj z bratom. Vidi se, da je sam pes zelo prestrašen. Brata so posvojili takoj, kot je bil, ker se je pravzaprav enemu lastniku bodočemu zasmilo in ga je vzel domov. Je kratkodlaki in na njem se tudi vidijo take brazgotinice, ker je bil verjetno trpinčen, bi rekla, bile so poškodbe, tako da je zaradi tega zelo prestrašen. Tudi Lens ima stalnega sprehajalca in rabi zelo aktivne sprehode. On je poln energije, zato rabi aktivne sprehode in sem se ravno pogovarjala prej. Mi je povedal sprehajalec, da če se ostavi kje in se pogovarja s kom, prvo še ta gleda, potem pa kar zalaja. Gremo naprej, no, gremo, zdaj smo prišli na sprehod. Je tudi zelo čist, tako da če se le da počaka sprehajalca, da potrebo opravi zunaj. Rabi pa Lens, bi rekla, enega aktivnega posvojitelja, odgovornega, ki bo z njim šel na daljši sprehod. Ni pa tako star kužek, je star okoli 5 let. Še enega imamo, malo starejšega, in sicer je potem to Ike, ki je pri nas tudi že leto dni, kar je tudi že daljša doba. Je prav tako starejši kuža. Tu bi pa rekla, Ike pa sploh ne opravi potrebe v boksu, ampak čaka svojega sprehajalca, da gre ven, res zelo čisti kuža. Ker je toliko star, rabi večkratne sprehode, kratke, ker pač težje hodi, drugače pa prebava, hrana je čisto normalno. Prav tako ne reagira na sprehodih na druge živali oziroma ljudi ali pse. Rekli so mi tudi, zdaj sprehajalci bolj poznajo, sem danes malo povprašala, da ko ga potem začneš cartljati, da prav, ko gre na sprehod, se pogovarja zraven po svoje pasjo in odgovarja nazaj, in ko ga začneš božati in cartati, je zelo, zelo vesel in prav hvaležno nazaj tako po svoje pove, hvala, hvala. Tako, to so ti 3 naši starejši oziroma jaz bi rekla težje posvojljivi, ampak ne zaradi tega težje posvojljivi, ker bi bili problematični zaradi agresije, ampak ker so pač starejši, tako kot bomo tudi mi nekoč, Žal se nemalokrat zgodi, da kakšen pes zatava na zelo prometno cesto. V času dopustov jih tam srečamo še pogosteje, nekatere namreč brezvestni vozniki tam kar vržejo iz avtomobila. Nesrečne živali pogosto končajo pod kolesi vozil. Mnogokrat pa živali same zaidejo na avtoceste. To se je minuli teden pripetilo v predmestju New Yorka, kamor je zašel mlad čau čau. Na srečo so vozniki takoj ukrepali, ustavili vozila in poklicali policijo. Začela se je prava skupinska akcija. Pes je bil prestrašen in nihče se mu ni dolgo upal približati. Ponudili so mu tudi vodo. Po 20 minutah ga je policist vendarle uspel ujeti. Oskrbeli so mu poškodovane tačke in ga vrnili lastniku, ki je prebival v bližnjem motelu. Seveda je vsaka namerna, trajna ali začasna zapustitev živali kazniva in po našem zakonu o zaščiti živali spada med prepovedana ravnanja.